Ja, živjo, sem Janez Lapajne, sem mladi raziskovalec tukaj na Kmetijskem inštitutu Slovenije, sem zaposlen na oddelku za varstvo rastlin. Delujem na področju oddaljenega zaznavanja, specifično se ukvarjam z obdelavo hiperspektralnih slik z namenom ciljnega detektiranja bolezni rastlin. Zdaj, recimo na Kmetijskem inštitutu imamo te kamere, ki zaznavajo od 100 pa do tam 300 teh spektralnih pasov, kar je pa v bistvu tam od 50 do 100-krat več kot pri uporabi navadne komercialne RGB kamere. Zdaj, to večje število teh pasov nam v bistvu zagotavlja neko dodatno informacijo, ki je za določene aplikacije pomembna in skaže se, da tudi za detektiranje bolezni rastlin. V bistvu spekter svetlobe, ki jo daje rastlina, je drugačen za rastlino, ki je zdrava, ali pa rastlino, ki je izpostavljena določenemu stresu. Zdaj, samo hiperspektralno slikanje ima še druge dodatne prednosti, zdaj take dva glavna lahko naštejem. Prvo je to, da se detektira same bolezni na neinvaziven način, se pravi brezdotično in pa brez nekih postopkov destrukcije. Drugo pa to, da se sam postopek dokaj enostavno skalira na večjo skalo. Se pravi, možnost je recimo, da se hiperspektralno kamero namontira na tak brezpilotni letalnik in pa se v bistvu zajame potem celo površino, v našem primeru recimo celotno polje. Zdaj, če na hitro povzamem, kaj je v bistvu naša, če si drznem izraziti, vizija ali pa neki cilji za prihodnost, je, da bi z uporabo hiperspektralnih kamer, brezpilotnih letalnikov in pa umetne inteligence v bistvu učinkovito in natančno zaznavali stadij bolezni rastlin. S tem bi izjemno izboljšali samo ekonomiko kmetovanja in pa v bistvu vplivali na razvoj kmetijstva.